Evo, to je pa klasična Cindy. Au, sem jo dobil po... najlažje se šlepati. Je pa tale kajak tura malo tak turističen natek, se mi zdi. Mogoče. Dobro jutro vsem skupaj. Cindy, naša princeska, še spi in potem je na Aleksu, da gre v štacuno po zajtrk. Sva pa v bistvu včeraj naletela na zelo lepo sosesko, v bistvu tudi na Airbnb-ju, niti nisem imela občutka, da je tako. Ampak imam kar občutek, da se kar neko emu Beverly Hillsu, tlele v Lagosu. Tako, evo, to so bajtice v najni ulici. S tem, da je cela soseska dol taka. Vse lepo zagrajen. Kar me privede do naslednje točke. Midva naravnost obožujeva Airbnb, ker lahko dobiš za ful malo denarja res lepo prenočišče v lepi soseski. Jaz sem vesel. Ja, zakaj pa sploh jesen? To je pa posnetka, me nočeš snemati, kadar sem vesel. Glej, kako malo lepo sobico. No, evo, sam da spi zadovoljno, jo, krasno. To je naj nov dom za naslednje 2 noči. Mislim, valjda, da je lepo, sem jo jaz najdel. Sam malo moraš pogledati, no. Tako, pa še v bistvu pri domačinih sih, ki ti zmeri dajo kakšen fajn nasvet, karkoli rabiš, ti pomagajo, kar v bistvu v hotelu ponavadi nisi lih tega deležen. Zelo lep primer danes, čeprav v bistvu v sobi nisem imela nobenih vilic, pa nožev, pa krožnikov. So pač prosila lastnico, če lahko kljub temu, da ni to vključeno, dobiva, pa je za brez cene in kljub temu COVID pa bla bla bla, nama je brez problema dala, tako da se da ful stvari zmeniti tudi s samimi ponudniki. Če še nikoli niste rezervirali prek Airbnb-ja in si to želite, bova spodaj v opisu pustila povezavo, preko katere, če preko nje opravite rezervacijo, boste dobili 40 € popusta na prvo bivanje kjerkoli na svetu. Ja, kar 40 €, da vam jih en takole da, ful dober, tako da le izkoriste. Kdo se znajde, a? Zajtrk na balkonu. Na balkonu, Lepi soseski. Najin road trip se nadaljuje, se pravi. Kam se danes odpravljava, punč? Danes greva pa kajakat. Veslot! Ne vem, če sem prav rekel kajakat. Na kajak greva. No, skratka na kajak greva, ja. Pa greva pa še na eno lepo plažco, malo na valove spet. Ja, zdaj, če si že na Portugalskem, moraš izkoristiti te valove, ker v Jadranu jih ni, a ne? Tega ni, ni tako zabaven morje. Greva pa s kajaki na 2-urni voden ogled teh najbolj znanih jam, tam, ki so v bistvu izdobljene v samih klifih ali pa zraven klifov ali pa kakorkoli pa že. Skratka, 2 ure se bomo lepo peljali, on nam bo malo razlagal, pa bo še mečkan adrenalinsko, a ne? In se nam že kar mečkan mudi, tako da se vidimo v kajaku. A, Cindy, to pa je gužva. Sam si me to pripeljal. Ja, lepe kraje gledati. So I know a few things about the ocean and about the land also, so any questions, let me know. This will be a 2-hour shoot trip, a bit physical, not much, will be alright. We're gonna visit the big cathedral over here and also a few other caves and beaches, okay? Cindy. Mislim, da vam dolgujeva nekaj informacij med tem, ko bomo mirno pluli ob teh neverjetnih klifih in raziskovali jame. Benagilske jame se imenujejo po vasici Benagil v okrožju Lagos. Če se je vasica do 20. stoletja preživljala predvsem z ribarjenjem, se danes vse vrti okrog turizma in predvsem plaže Benagil s svojimi klifi in jamami.
Do jam in do večine manjših plaž se da dostopati le z morja. Ritkove bile. Sega ne, najlažje se je pa šlipat tlele, a ne? Ja, leč te ne slišimo. Ja, najlažje se je šlipat. Celo me je zalil, vse špegle me je zalil, pa še GoPro je zalil bumbar. Zato se je tu enostavno razpasla industrija izposojanja vsega, od supov, kajakov do čolnov in seveda tudi vodenih ogledov. Sama sva si izbrala dvourno turo pri Xperi Tours, ki naju je stala dobrih 35 € po osebi. Po moje razlaga od tega, da se tle seksa. So this is the runner's pitch. Runners. Runners. Kje noter bomo šli? Kje noter bomo šli? Pazi. Če ne se odrine od stene. Na samem ogledu raziskuješ različne jame, oboke in plaže. Vodič nam je povedal, kakšno zanimivo dejstvo, ozadje in zgodovino. Vidiš pa tudi razne oblike v skalah, ki jih je načela erozija. Primer je vris slončka na posnetku. Kam si naj oprpel Ritko? Tlele bo moj bedkej. Preživela! Ritko naj je šoferem. Pozor! Minister za turizem opozarja, da posnetki niso relevantni zaradi zarašene leče na GoProju. Je pa turistični karneval. Po mojem mi pobira ven Milka. pevsek, ja. V glavnem, midva sva zaključila z kajakom na Benehilu. Praja Benahil. V redu, če Cindy tako reče, pa je zih prav. Je tako je vodič govoril, vse. Skratka, par stvari. Super stvar, drugač. Siguren za pogledat, res lepo, te klifi, jame, barve, to nimam kaj za reči, to je res ena. Je pa tale kajak tura malo tak turističen natek, se mi zdi. Mogoče. Tako bom rekel, če znate veslati, če, ne vem, supate, ste bili v kakšnem kajaku, karkoli, kar je nekako imajo vesla, potem bi jaz rajš rekel, da ne jeti na to vodeno turo, ja. ampak pejte raj sami. Najemte tisti kajak, sup ali kakorkoli pa že. Ja, v bistvu midva sta bila dosti hitra, oziroma bom rekel napredna za skupino, kar pomeni, da eni so se prevračali, pa jih je bilo treba počakati, pa se kar neki zaletavajo. V glavnem je midva, pa še dva druga para, pa vodic smo bili skozi spredi, pa se ustavljali, pa čakali, pa ne vem, no, precej enega časa zgubiš. Je pa res, da je ta plaža, ta Benahil ali kakorkoli že, je ful zagužvana, dosti majhna plaža je in veliko ljudi je gor. Se da pa iz same plaže brez problema do te glavne turistične atrakcije, do te jame, se da tudi plavati in so nekateri tudi plavali. Če vam je za vse tiste oboke v morju in ostale jame dosti vseeno, če bi si šli res radi samo to katedralo, glavno, ja. pa če se The Cathedral, samo to katedralo pogledati je čistko. Je za uvinkom, no. Swimmable distance temu Ja, pravimo, ja. oziroma se da dokaj plavati.
Če pa se že odločite, da greste na to voden ogled, pa priporočava, da si vzamete oziroma rentate, najamete vodoodporno ruzake oziroma torbe, kjer noter pač lahko pospravite stvari, tako da ne boste zdaj skrbeli pa tam puščali nekaj na plaži, ker pač nikoli ne veš. Ne? Pa tudi kar se parkiranja tiče, zelo težko se da parkirati, tako da tam se kar nekako vedite, kakor vsi ostali. Če se že tle obračajo, pa spodaj sigurno ni za parkirati, tako da majčkeno opazujte, ni pa neki ful za hoditi. No, midva sva še do zgori parkirala, pa sva imela pa nekih 600 metrov do dol, tako da Ni pa nič. čisto redu, ja. No, zdaj se bova pa papala ribice. Ja. In pa se greva še malo pokopati, ker je to najin zadnji večer tukaj. Činkolo, vinkolo. Činkolo, binkolo. A ja? Sva pa naročila sangrije, eno belo pa eno rdečo. Ja, Tako da jaz sva sploh nisem oboje vedel, da obstaja tudi bela sangrija, Zdaj je pa rekel, da obstaja še roze sangrija. še roze sangrija, tako da evo, novega. se vsak dan kaj novega naučiš. No. Činkolo, binkolo. A imaš ribico pišč? Ja, ribico imam. Če mi je kancin že zaprl Hrvaško, bom pa portugalske ribe jedla. No, Ponč, kam si pa zdaj prišel? Na ful velike valove. Ja? Ja, A bo, a so preveliki? ogromni so. A sploh že videl tako velike valove kdaj v življenju? Ne, taki že v Mehiki niso bili. Po mojem te bo odnesel. Se jaz to sploh upam, no. Jaz mislim, da ne. Ne, valovi so. Jaz mislim, da te bo odnesel. No, ve, to so glih prav veliki, glih prav veliki. You have heard of Captain Dexter. Can't. Why is the run coming? Ja, sam še mečkem. Že tukaj tu. Že pa tam v Ameriki svet. Lego. Aj, breska. Pa smo ga ujeli, sončka. Jo, če smo še rdeč nosa. Je če bil pekon. Baba, sonček. Baba sonček. Evo, to je pa klasična Cindy. Čips v rok, pa zebejo. Pa biti dober po kikalcu. Ja. To je ta moda.
Mi se trenutno nahajava na Ponta Piedadu. To je v bistvu en tak lep rtek, ki se nahaja čisto zraven najnega prenočišča, 5 minut stran. Zato smo si ga tudi pustili za zadnji dan, za zadnji postanek. Se pravi, danes pol greva že počasi proti severu nazaj in se vračava v Slovenijo. Ja. Malo sva se zajeli, ker nisva predvidela, da bo oseka in je pač morje ful nizko. Tlele lahko vidite vse skale, še vam gledajo. Ampak dobro, ni nič za to, je glih tako lepo, pa pač na poti nazaj. In pogledati si pa glih tako treba, a ne? Glih tako. Zdaj bova en krogec tlele okoli naredila, majčkam posnela, pa greva na eno skrivno lokacijo. Ja. Potem bom pelal na tako imenovano Instagram plažo. Ne imenuje se tako, to so jo midva tako poimenovala, zaradi tega, ker se nam zdi, da bo ena dobra fotka tam ratela. No, Sam zdaj ne vem, če bo, če je tako oseka. nekaj bo že. Bomo videli. Ok, se vidimo tam. Čau, čau. To je tako en Bryce Canyon, sam na morju. Ja. Mislim, da je tle lepa hudičeva luknja. Oj. To pa ni zabavno, če tle not padeš. Čist črna luknja. Sploh tudi vidim, nekaj snimam. Ej, ampak tole gledate pa prav komedija, a ne? Se pravi, en je ostal tamle brez čovna. En kontra vesli veslajo. Ja, narobe obrnem vesu. En otrok se dere zaradi tega, ker matka itak ne zna veslati, pa jo nese kje v čeri noter. No, Zabavno. o tem sva včeraj govorila, a ne? A imaš čips mogoče, pa kakšen stol, da se usedeva, pa še naprej gledava. Au, sem jo dobil po... knockout. Čakaj. Au, sem jo dobil po... knockout. Treba se naštimati za Instagram lokacijo. Je pa tako, če nisem še povedala, do večine plaž vodijo zmeraj ene takele lesene stopnice, a ne, Cindy? Ja. Še zadnjič v morje. Ja, Instagram plaža, ja. Polno turistov. Ja, mravlje. Evo, zdaj bo šla pa skozi en skriven prehod. Evo, skrivna Instagram plaža skozi skrivni prehod. Ko je dober, kaj... kva doni. Pa hladno. Kaj če brisačo kar tle not pustila, a? Ja. Še malo se kaj. Mislim, tle je skozi sta šla. To je to. Če pa pridete na to plažo, vam bo pa Cindy zdaj še nekaj pokazala. In v skrivno jamo. No, odpelj me. No, Je pa takole malo skrita, tlele pri morju. A je kdo noter? Privat jama. Aha. Neč, a greva domov? Ja. Žalosten. Počas. Počas? Počas. A počas. Če se nam mudi. Je pa mora imeti hiter, ne počas. Jo bomo zamudila. Ravno kar sva plačala mostnino za najdaljši most v Evropski uniji.
To je most Vasco da Gama, ki je dolg 17 km. Je pa to v bistvu drugi najdaljši most v Evropi. Premaga ga sam en most v Rusiji, ki je tako noro dolg. Že tale je 17 km. Kar je ful, ja. Gre pa v bistvu čez reko oziroma izliv reke, kar je dosti cool, da je izliv reke 17 km narasten. No, vstopamo na most. Malo je začelo rositi, tako da če je malo čudna slika, ampak evo, posnem tam v daljavi, koliko je. A vidiš pri kraj? Ja, ne vem. Na telefonu se pomanjka. Tam je reka, kot reče, vidiš? To je ta ista reka, o kateri sva govorila v epizodi 2, reka Tagus, ki v bistvu realno zgleda, kot da bi v morje, ampak ni, je v bistvu reka oziroma izliv reke. Ja. Evo, no, to je vse v bistvu, to ni morje tle, oziroma verjetno delno morje, ampak je v bistvu izliv reke. Konc mosta. Ja, lej sem tam, kako prišel, vse kaj. Sam je toliko mrčas, da se nič ne vidi. Ja, imam vice tako samo bris. Po prihodu na Dunajsko letališče so nas pričakali vojaki s puškami v roki in tam smo mogli najprej podpisati obrazce, da smo le v tranzitu, tako da nas niso zadržali v naši sosednji Avstriji. Po moje prvič vidim, pa tudi zadnjič vidim prazen letališče. A greva domov. Domov, zdaj naj čaka še dolga pot do doma. Tako. Najin road trip po Portugalski je prišel k koncu. Vsega lepega je enkrat konc. Res je. Upava, da vse, kar sva vam povedala, da vam mogoče kdaj pride prav, če boste potovali na Portugalsko. V glavnem, verjetno niso v teh 6 dneh vsega videla, kar ima Portugalska za ponuditi. Verjetno so vam mogla še kdaj vrniti, ampak tisto, kar so videla, je pa absolutno fenomenalno. Wow, tako ja. da res priporočava, da pridete pogledat. Upava tudi, da kar sva povedala, da vam mogoče kdaj pride prav. Do ta cajt pa se Ponč in Sonč poslavljava, polajkajte, šerajte, komentirajte, naročite se na kanal, pa se vidimo v kakšnem od naslednjih vlogov. Čau, čau! Čau.